Ta sprememba strategije je neverjetna. 6 mesecev sta ZDA in Izrael izvajala vojaško strategijo proti Iranu. Odvrgla sta na tisoče ton streliva na cilje po vsej državi. V uvodnih napadih sta ubila vrhovnega voditelja Alija Hameneja. Uničili so glavne jedrske objekte, vojaške objekte, elektrarne in poveljniške centre. Ti napadi so Iran resno prizadeli. To je oslabilo njihovo vojaško zmogljivost, vendar ni zlomilo terorističnega režima. Vso preostano vojaško energijo so usmerili v en strateški cilj – nadzor nad Hormuško ožino. Hormuz. Ko ustvariš dovolj močan gospodarski pritisk, se bo tudi velesila raje pogajala, kot pa stopnjevala vojaške napetosti. Toda ta uspeh ni ostal neopažen in zdaj se je Trumpova administracija odločila uporabiti popolnoma enako strategijo, vendar proti Iranu. Minister za finance Scott Bessent je napovedal operacijo Gospodarski izobčenec. Seveda ima nekaj resnih pomanjkljivosti, vendar presenetljivo to niso tiste prave pomanjkljivosti, o kateri vam govori mediji. Saj so osrednji mediji to popolnoma narobe razumeli. Vsi so obsedeni s tem, ali bodo ZDA uvedle sankcije Kitajski, vendar so ZDA že nekaj korakov pred njimi. ZDA ni treba uvesti sankcije Kitajski in je ni treba prepričevati v sodelovanje, saj pomorska blokada že skoraj samodejno preprečuje prodajo iranske nafte. To je ključna točka, ki jo vsi spregledajo. Iran je februarja, ko se je konflikt začel, na Kitajsko pošiljal 1,57 milijona sodčkov nafte na dan, do avgusta pa je ta številka padla na 500.000 sodčkov na dan, kar je uničujoč 66% padec v približno 6 mesecih. Ni pomembno, koliko si želijo sodelovati z Iranom ali so pripravljeni to kupiti. Nafta ne more ven. Vidite, ta načrt gospodarskega dne D je večplasten in zasnovan tako, da udari Iran na veliko različnih načinov. Osredotočanje samo na Kitajsko je napaka. Gre za vse alternativne kanale, ki jih bo Iran neizogibno poskušal uporabiti, ko se bodo prodaje nafte popolnoma ustavile. Ne pozabite, da bo teh 65% moralo samo še naraščati. Torej imate dubajske mreže senčtenega bančništva in turške tihotapske poti čez mejo med Irakom in Iranom, ruske finančne mreže, ki premikajo denar prek netradicionalnih kanalov, ter venezuelske barter dogovore, kjer države trgujejo z blagom zunaj tradicionalnih finančnih sistemov. Ena od iranskih posredniških skupin, Hezbollah, je ena največjih organizacij za trgovino z mamili na svetu. In kam mislite, da gre ves ta denar? To je vrsta denarja, ki ga skuša zajeti s sankcijami operacija Economic Outcast. In zato bi to morda dejansko lahko delovalo.